Ošpice, ki so bile v Sloveniji dolga leta najpogostejša nalezljiva bolezen, v svetu še zmeraj povzročajo veliko število smrti. Od leta 1968, ko je v Sloveniji cepljenje proti ošpicam postalo obvezno, je število bolezni začelo upadati. Zadnjo epidemijo ošpic pri nas smo beležili v letih 1994 in 1995, v zadnjih letih pa beležimo le še posamične primere bolezni. Ja, no tako govorijo, v Ljubljani se je ena pojavila, ne? Ja, sem bila, ker sem že toliko stara, včasih se je to cepilo čisto normalno. Če me je strah, pa dobro, mogoče malo kljub temu, pa ne preveč. Ne vem, ni me strah tega. Nekaj sem nacepljena, pa ne vem. Nisem, pa strah me tudi ni. Ne bi rekla. Tudi tam ne bo kaj nevarnega, bojo ugotovili. Ne, nisem nič, pa ni me strah. Jaz sem malo starejša generacija, pa mi nismo bili cepljeni, ne. Mlajše generacije pa že, tako da otroci moji so cepljeni. Pa menim, da bi bilo prav, da bi tudi mlajši, ki se v današnjem času vse bolj izogibajo tem cepljenjem, malo ozavestili in dali otroke cepiti. Pojava ošpic ne beležimo le v Sloveniji, temveč tudi v državah v naši širši soseščini. Lani so v Srbiji obravnavali 650 primerov ošpic, večje izbruhe beležijo tudi na Kosovu, v Italiji, Romuniji, Grčiji in v Angliji. Povsod v Evropi pravzaprav se srečujejo z pojavom ošpic, predvsem v teh državah, kjer je precepljenost, torej zaščita, kolektivna zaščita pred ošpicami slabša kot pri nas in tam se srečujejo tudi z epidemijami, izbruhi ošpic. Poglejte, vsaka oseba, ki ni zaščitena pred ošpicami, kar pomeni, da ošpic ni prebolela oziroma ni bila popolno cepljena proti ošpicam, za vse te osebe je smiselno pred potovanjem na kraje, kjer se ošpice pojavljajo, da so seveda zaščitijo s cepljenjem pred to boleznijo. V primeru, da niste cepljeni, veljajo ošpice za virusno obolenje, kjer oseba v času od 7 do 18 dni po stiku z bolnikom z ošpicami lahko razvije bolezenske znake. Če se pri bolniku pojavijo ošpice, se običajno pojavijo kot nenaden pojav povišane telesne temperature, glavobol, prisotni so znaki nahoda, vnetja očesne veznice, kasneje se pa razvije še izpuščaj, ki je potem kaže na možne ošpice. Tveganje kljub govoru o morebitnih epidemijah ni prav veliko. V Sloveniji je tveganje za eno večje širjenje virusa ošpic pravzaprav zelo majhno. V Sloveniji še vedno dosegamo relativno visok delež precepljenih otrok, tako da so možnosti, da bi v Sloveniji imeli veliko število obolelih z ošpicami, majhne. Postopek ugotavljanja bolezni je pri ošpicah drugačen kot sicer. Vsaka oseba, ki zboli za možno obliko ošpic, to pomeni pri vsaka oseba, kjer se pojavi nenaden pojav temperature in izpuščaj, tem osebam priporočamo, da po telefonu pokličejo in obvestijo svojega zdravnika in ne obiskujejo ambulante v času, ko so tam prisotni še drugi ljudje, saj na tak način lahko prenašajo ošpice, če seveda gre za okužbo z ošpicami. Ob ošpicah se v Sloveniji pojavljajo tudi primeri oslovskega kašlja. Ta se načeloma pojavlja ves čas, nevaren pa je lahko predvsem za otroke. Kljub temu v UKC letos še ne beležijo obolelih otrok z oslovskim kašljem.